Pozdravljeni. Včeraj na 4. postno nedeljo smo pri maši brali daljši odlomek iz Evangelija po Janezu, 9. poglavje. Govori o tem, kako je Jezus srečal človeka, ki je bil slep od rojstva. Jezusovi učenci matematično sklepajo, da je to kazen za greh, bodisi njegov, bodisi njegovih staršev. Jezus pa jim pojasni, ni grešil ne on, ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodenajo Božja dela. Dokler je dan, kot pravi Jezus, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta. Jezus nato naredi čudež in slepo rojenemu vrne vid. Ko to vidijo verski gorečneži, farizeji, nekateri rečejo, Jezus je ozdravljal soboto, ko je to po postavi prepovedano. Jezus torej ne prihaja od Boga. Drugi pa pravijo, kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja? Vedeli so namreč, da tak čudež mora narediti samo Bog. Del farizejev nikakor ne more sprejeti, da je Jezus Božji sin, zato v svoji slepoti nočejo niti verjeti, da je ta človek sploh kdaj bil slep, niti sprejeti, da je Jezus Bog. Del farizejev naposled zavrže tako Jezusa, kot tudi ozdravljenega človeka, ki je živa priča, da je Jezus v resnici Bog. Jezus zato pravi, za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo. To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri njem in so mu rekli, smo morda tudi mi slepi? Jezus jim je rekel, če bi bili slepi, bi ne imeli greha, ker pa pravite, vidimo, vaš greh ostane. Spoznavamo, da poznamo dve vrsti slepote, slepoto oči in slepoto srca. Lahko oči ne vidijo, vidi pa srce. Lahko pa oči vidijo, srce pa ne vidi. Slišal sem za nekega umetnika, ki je nekoč v imenitno restavracijo povabil na večerjo svoje nasprotnike, sovražnike. Ko so sedli za mizo, so natakarji že čakali s platni in posodami, polnimi dobrot, solatami, pršutom in tako naprej. Vsem so se že cedile sline. Nato je umetnik ugasnil luč in prižgal zeleno luč. Vsa hrana je bila osvetljena z zeleno barvo. Natakarji so gostom začeli streči, a nihče se ni pritaknil hrane, kajti pršut zelene barve ti ne vzbuja teka. Nato je ugasnil zeleno luč in prižgal rdečo luč. Rdeča solata prav tako ne vzbuja teka. Nato je prižgal vijolično luč. Nihče se ni pritaknil hrane. Gostitelj jih je vprašal, zakaj ne jeste? Zdi se mi, da je moja teorija, ki jo vi ne marate, prava. Stvari morajo biti osvetljene s pravo lučjo. Šele takrat se pokažejo take, kot v resnici so. Če pogledaš slikarske umetnine, so osebe in predmeti navadno osvetljeni iz določene smeri. Poglejmo pozorno sliko, od kod na sliki prihaja svetloba. Kaj je osvetljeno in kaj ostaja v temi. V obdobju renesanse, ko človek sam sebi postaja vedno bolj všeč, se obrača stran od svojega stvarnika, slikarji slikajo slike, kakor da so oni sami tista luč, ki osvetli osebe in stvari. Slikajo tako, kot da je njihova ideja o osebah in stvarih tista, ki stvari pokaže v pravi luči, take kot v resnici so. Tako jih zanima popolnost človeka samega, popolnost njegove zunanjosti, telesa in razuma. Kaj pa pravi Jezus? Jaz sem luč sveta. Šele ko stvari in ljudi vidimo, kot jih vidi on, jih vidimo v pravi luči, take kot v resnici so. Vzemimo nekaj negativnih primerov. Naprimer, nase lahko gledam v luči svojih sposobnosti in odlik in hitro lahko začnem poveličevati sebe, prezirati pa druge. Samo jaz imam prav.
Stvari so točno take, kot jih vidim jaz. In ne dopuščam možnosti za pogovor in dialog. Tudi dogodki v moji družini, med sorodniki, med sodelavci, med sosedi so taki, kot jih vidim jaz. Svet bi se moral vrteti okrog mene, tako kot ga vidim jaz. Ko pogledam v svojo denarnico, vidim samo sebe in svoje ugodje. Nase in na druge lahko gledam pa tudi v luči krivic in zamer. Jaz ali pa on ni za nobeno rabo. Nič ne znam, nič ne zna. To se ne da. Ves svet je grd, vsa politika je slaba, vse zdravstvo je slabo. Največkrat nekaj slabih izkušenj hitro razširim na vse. Na cel svet, nase, na druge, potem gledamo v luči svojih strahov. Vsi so taki, vse je slabo. Ko gledam na stvarstvo in v njem ozko vidim samo svojo korist ali korist naše generacije, kako bomo stvarstvo čim bolj izželi, kaj bodo pa dobili naši zanamci, me prav malo briga. Ko gledam Boga, osvetljenega s svojo lučjo, ga vidim kot nekoga, ki je naš sovražnik, ki nam ne želi dobro. Kot nek otročji ljubosumnež, ki pravi, ta avtomobilček je samo moj, to je samo moje. Bog ali pa je kakor avtomat za prigrizke in pijačo. Vam spustiš denar, on ti pa da, kar si zaželiš ti. Ali pa Bog je kakor nek starec visoko nad oblaki, ki pa z mojim življenjem nima veze. Ali pa Bog je kakor policaj, ki čaka z radarjem in da mi napiše kazen. Ko gledam pa na trpljenje, stiske, križe, v njih vidim prekletstvo in nesrečo. V križih vidim strup, ki me bo uničil. Zdaj pa ugasnimo to luč laži in odprimo okno, da na nas in v nas posije tisto pravo sonce, Jezus, ki o sebi pravi, da je luč sveta. Ko v tej luči pogledamo sebe in druge, vidim sebe in druge lepe. Lep oziroma lepi pa nismo zato, ker pripadamo nekemu narodu ali rodbini ali prihajamo z nekega kraja. Lepi nismo zato, ker je nekdo mlad ali star, ne zato, ker je nekdo zdrav ali bolan. Lepi nismo zato, ker smo suhi ali debeli. Lepi nismo zato, ker imamo tako postavo, frizuro in obliko kot tisti v modnih revijah. Lepi nismo zato, ker vemo ali znamo več kot drugi. Lepi smo zato, ker smo delo Božjih rok. Ko nebeški Oče pogleda na nas in na naše slabotno telo, smo mu všeč. Saj ga spominjamo na njegovega sina Jezusa, ki je prevzel, si je oblekel to naše človeško telo. In ko boš pogledal nase ali na katerega koli človeka, tudi če ga ne maraš, si reci, to je človek, ki ga Bog ljubi in je zanj umrl na križu in zanj je vstal od mrtvih. Ko gledam zvezdnato nebo, morja, gozdove, živali in poslušam simfonije ptic, si rečem, Bog me je imel za vrednega, da me je postavil za oskrbnika teh lepih reči. Vse te lepe reči je ustvarila ista roka dobrega Boga, kot tudi mene. Tako galaksije, kot tudi muho, ki se mi je usedla na nos. Ko vidim stvarstvo, osvetljeno z Jezusom, ki je luč sveta, se ga veselim in občudujem kot veliko darilo Boga za nas. Bog stvarstva ni ustvaril za mojo požrešnost, pogoltnost in nenasitnost, ampak da se vseh teh lepih reči veselim, zanje trezno skrbim in jih delim z drugimi. Ko bom danes sedel za mizo in nesel prvi grižljaj v usta, bom prej naredil križ in rekel, kako si dober, ljubi Bog, da si nam dal vse te lepe reči, da jih delimo med seboj, kot jih ti deliš nam. Ko pogledam na trpljenje, stiske, križe, vedno vidim Jezusa, Božjega Sina, ki je pribit in človeško popolnoma nemočen na naših križih. Poudarjam, Jezus ni pribit na svoj križ, ampak na moj in tvoj križ,
na naše križe. Tam visi, človeško gledano, popolnoma nemočen. Kot se morda posebej v tem času mnogi čutite pribite na strah pred okužbo s tistim virusom. Križ zame ni več prekletstvo, ampak skrajni način, s katerim je Bog pokazal, kako nas ljubi. Bog je bolj pokazal ljubezen do nas s tem, da z nami deli naše življenje. Od začetka do njegovih najtemnejših trenutkov, kot pa s tem, da bi v trenutku pregnal sveta vse trpljenje in vse viruse. Celo ko pogledam v grob, mi pamet reče, če kje Boga ni, je to tukaj v grobu. Bog je vendar življenje, luč, lepota in vsega tega v grobu ni. Toda to ni res. Bog se je pustil z nami pokopati celo v naše grobove. Toda Jezus ni ostal v grobu. Vstal je od mrtvih in smrt premagal. Zavedno je umoril smrt in smrt ni več smrtonosna za tistega, ki Jezusu zaupa, mu veruje in se ga z vsem srcem oklene. Bog je tako vsemogočen, da zmore tudi naše največje nesreče in zablode obrniti v dobro. Kako to vemo? Če je zmogel najhujše zlo, ko smo kruto umorili njegovega ljubljenega sina, obrniti v dobro, zmore tudi naše trpljenje obrniti v dobro. In še kratek predlog za te dni, ki jih boste verjetno preživeli doma. Predlagam, da vzamete v roke Sveto pismo, Evangelije. Če nimate Svetega pisma, je Sveto pismo tudi na internetu, biblija.net, in tam preberete Evangelij enkrat, dvakrat, 50krat, 100krat, da počasi začela, da postala v nas močnejša tista luč, Jezusova luč, Jezusa, in da ne bomo na svet gledali skozi svoje oči, ampak skozi Jezusove oči.